Lepo pozdravljeni v prvem tedenskem finalu Eme Fresh. Živjo. Midva z Bojanom sva v studiu. Kje pa Eva? Eva pa ni z nama, ampak se nam bo oglasila naravnost od doma. Hej, kozi kameni tu, itak da sem tu, sam ne tam, ampak sem tu, sem z vama. Tako da jaz obljubim, da bomo vse čist super speljali, mi je pa res žal, da ne morem biti tam z vama, tako da vama pošiljam en poljub za vsega enega. Hvala za poljubčke, Eva, absolutno jih sprejmeva. Ok, Eva, naj ti bo, ampak meni se zdi, da je v resnici glavni razlog, zakaj tebe ni tukaj, ker si imela v sredo rojsten dan, pa si se bala, da boš danes mogla častiti pijačo. A dejno, ne, to sploh ni res, a dajta, no, pač ne. Vaju naslednji teden peljem na pijačo, evo, obljubim, da se vama oddolžim, da ne ta misel, da zdaj tu zabušavam. Res. Sicer pa ni zdaj to Eva Fresh, ampak je to Ema Fresh danes in jaz sploh nisem pomembna, ampak naši 4 zmagovalci. Ja, drži. Korak bliže nastopu na Emi so Nika S, Stella Sofija, Les Pizza Slice, nakratko LPS, LPS, Ups. ja, kakor že, in Jon Vitezič. Dajmo si pogledati prvo Niko, pa bomo pol komentirali, ja? No, pa dajmo. Tu sem, dovoli, da verjamem, pusti mi, da te objamem, mi dal bo smih in solze, vem, da to je vse to, kar si želim. Ti meni daj, jaz tebi dam, se vidiva na cilju sivih barv skupaj, preštela solze in poljube. Tu sem, dovoli, da verjamem, pusti mi, da te objamem, mi dal bo smeh in solze, vem, da to je vse to, kar si želim. Okej. Eva, kjerkoli že si, prosim, začni. Zakaj moram zdaj jaz začeti? Pač res. A imam že v štartu feeling, da bom ful prestroga. Ampak, če kaj sem si rekla, da bom jaz iskrena in brez dlake na jeziku. Ampak mi je pa bedno, ker moram že začeti z nekimi kritikami. Ne vem, glej, Nika ima izredno lep glas, ampak meni iskreno ta celota ne funkcionira. Pesem se mi ne zlije z njenim vokalom in ne nastane tista harmonija, ki bi jo jaz hotela slišati pri njej, kar mi je škoda, ker punca ima potencial in ne bi zdaj to rekla, da je to znak za odnehati, ampak znak za še več ustvarjanja, več iskanja, več pridobivanja znanja, učenja, da pol tudi celota na koncu zazveni tako, kaj treba. Ne vem, fanta, bo ta vidva malo bolj nežna, prosim. Arne, ali boš bolj nežen? Seveda. To je moje srednje ime. Ne, meni je bilo ful všeč. Meni je bilo jako, meni je bilo dober. Tak komad za žurko ali kva. Za žurati. Podlaga mi je všeč. Ok, zdaj, a ne. Mogoče se je malo slišal, dajmo reči, strahu, treme v glasu. Ampak meni se zdi, da s kilometrino in nabrano samozavestjo bo sam pokal. Bojan? Lej, če ti praviš, da bo sam pokal, pa ali bo pokal, ne. Ja, jaz bi pravzaprav se strinjal v veliki meri z Evo. Načeloma se mi zdi, da je komad narejen že v štartu, tako da ga je težko odpeti, ta neka dance podlaga s precej, bom rekel, nedefinirano melodiko v refrenu. Mislim, da je Nika dobro odpela kitice. Mislim, da je pač na pravi poti absolutno, kar se tiče petja in ustvarjanja. Mogoče pa ta pesem ni moja skodelica čaja. Mislim, da sem to že v prejšnji sezoni uporabil, ampak ja. Si bolj kofetkar, ne? Jaz sem bolj kofetkar, ja. Fajn. Jaz sem ta teden zelo spremljala to tekmovanje in sem tudi opazila, da
so bile 3 pesmi zapete v angleščini in tudi ena pol mešano, malo v slovenščini, malo v angleščini, 4 pesmi pa so bile zapete v slovenskem jeziku. Res je, Eva, promaš. In kar 3 od teh slovenskih pesmi so zmagale. Nika, ti si bila tudi ena izmed deklet, oziroma pač nastopajočih prijavljenih, ki je pela v slovenščini. Pa me zanima, koliko se tebi zdi pomembna uporaba slovenščine v umetnosti nasploh, pa pač, če se lahko tle osredotočimo na komade, na besedila v pesmih. Glede na to, da na Evroviziji predstavljamo svojo državo, se mi zdi pomembno, da predstavljamo tudi svoj jezik, ki je unikaten in dragocen in je odvisno od nas, kako ga bomo širili naprej. Seveda, petje v angleščini lahko razume več ljudi, ampak da lahko pojemo v maternem jeziku, je častno in je pogumno. Hvala, Nika. Dober odgovor. Dober odgovor in se strinjava oba z njim. Ja, definitivno. Se strinjava oba z njim. Evica, spet te bomo iskali v tem neskončnem prostoru. Ti si nas zastopala na Eurosongu in si pela v slovenščini. Ja, če bi lahko jaz odločila, bi rekla, naj vsaka država poje v svojem jeziku, ker se mi zdi, da bi to dalo še en tak poseben čar Evroviziji. In res vama ne morem povedati, koliko je to lep občutek, ker ti nekdo iz čist drugega konca sveta pošle cover, kako zapoje tvojo pesem v tvojem jeziku in se jo nauči in to tako lepo zveni, res. Sicer pa, glej, da ne bom zdaj dolgovezla, gremo mi naprej. V torek je zmagala Stella Sofia. Tu in zdaj ne gledam več nazaj in prepustim se vsemu, kar prinesel bo jutri dan. Tu in zdaj ne gledaj več nazaj in pusti vse strahove, naj odnese jih jutri dan, ker vse je tu in zdaj. Stella! Ej, a vam lahko sam to povem na kratko? Ona je moja nesojena učenka. Res, ker bi jaz lani mogla učiti v Trojici, s kjer pač ona prihaja, bi mogla učiti petje, pa je pol nastopil ta drugi val korone in se je vse sfižilo, vse je padlo v vodo. Ampak kaj hočem povedati, jaz njo spremljam v bistvu že kar nekaj časa in ker mi je toliko všeč, ker ima toliko lep glas, tak poseben glas ima, njena interpretacija me vedno prepriča. Pa zdaj nočem jaz izpast, kada je moja favoritka, kada je favoriziran, ker itak nisem slišala še vseh. Ampak res, ko sem videla, da se je prijavila, sem rekla, da jaz upam, da bo imela fajn komad, da bo celota štimala. In jaz zdaj to, ko slišim, glej, wow, meni je njen glas čudovit in jaz bi jo s to pesmijo definitivno videla tudi na odru letošnje Eme. Ok. A smo na istem? Mislim, da smo na istem. Gledaj. Ja, ok. Stella. To res ni beseda, ne? Ni not. Glej, ampak. Razen tega pa jaz bi se strinjal z Evo, ne v tem, da si bila moja nesojena učenka, ampak v tem, da je full dobro. Res. Všeč mi je, kako odpoješ, všeč mi je tekst, razen gledaj. Všeč mi je stil, ki ni najbolj tak, kako bi rekel, daj mi ti pomagi s terminologijo. V bistvu bi jaz najbolj rekel, da je malo nekonvencionalen način petja. To. Na visokih tonih ima tak nek mini prelom. Mini prelom, varianta. Ta, ne? Veš, ne? Ja. Džabe človek. To je to, ne? Kaj pa si ti misliš? Jaz bi v bistvu rekel enako. Zelo, zelo zanimiv, lep glas. Pravzaprav, po mojem, da nisem pri nas slišal na sceni tega načina petja, tako da bi bilo zelo zanimivo, če bi Stella izdala kakšen komad, pa da slišimo to, kako to dejansko zveni, pa potem, da vidimo še v živo, kako to zveni. Daj bom jaz zdaj Steli še zastavila eno vprašanje, zato ker ona je stara točno toliko, kot sem jaz bila, ker sem šla na Eurovizijo. 16 let. In tako da imam eno vprašanje, Stella, zate. Zdaj, če
se zgodi, da zmagaš na Emi, to seveda pomeni, da prenese to kup enih obveznosti zraven. Kako bi ti to uskladila šolo? Kako bi te obveznosti uskladila šolo? Za sebe vem, da sem odgovorna in pa pripravljena na te obveznosti. Verjamem, da bi tudi to zame bila velika odskočna deska. Prav tako sem prepričana, da bi to razumeli moji profesorji, saj me tudi sami podpirajo na tej poti in že zdaj vedo, da to zahteva veliko nekega odrekanja, priprav in pa ostalih obveznosti. Stela očitno ve. Mi pa kar naprej na Last Pizza Slice. Pst. In gledal isti film, ne da svojo vlogo igram, ker gledam te, ko brez mene z drugim stran odhajaš, hočem te, a ti drugemu srce oddajaš, pleševa, ampak to je le v mojih sanjah, ne bo te več nazaj, ne bo te več in gledam te, ko brez mene z drugim stran odhajaš, hočem te, a ti drugemu srce oddajaš, pleševa, ampak to je le v mojih sanjah, ne bo te nazaj. To je pa dobrovoljno. Ej, nočem nič prehitro reči, ampak skresno. Daj bom jaz začel, ali lahko? No, dej. LPS, Last Pizza Slice. To mi je bilo pa izjemno všeč, zato ker me je spravilo v dobro voljo. Dober komad, to je avtorski komad in v resnici bi ga rad slišal še, ne? Vse štima, inštrumental štima, vokalist ima nek svoj poseben glas. Po mojem so precej mladi, bi rekel, vsaj po barvi njegovega glasu. Se mi zdi, da... 7-8. Ne, ampak se mi zdi, da vokalist ima še pred sabo nekaj časa te razvojne faze. Ampak ja, zelo konkretna zadeva. Ne moram toliko filozofirati o barvi glasu, pa razvojni poti, pa takih trozložnih besedah, ampak res fleten komad, predvajaš si ga, ko se peleš domov in plešeš. A veš, rdeča je, a se sekiraš, ne se ne, ker imaš Last Pizza Slice na radiju. Ker nekaj je v tvoji glavi, to Ne, hočem res. še. Pa všeč mi je, da ni, ne vem, aj to zdaj grdo reči, ampak da ni ta neka popevka slovenska. A ne? Ne, jaz se Ampak strinjam tak. s tabo. Dobro, glavno. Eva, kaj pa ti misliš? Meni se je to zdelo super, res. Pa če gledaj, kako so lušni. Tudi ko imate tak, ne vem, mene kar spravi v dobro voljo, me spravi plesati in jaz bi si ga z veseljem zavrtela v avtu med vožnjo, ker je bila v noči skul. Jaz bi uživala, res. Mogoče ena mičkena pripombica za frontmana, za fanta, ki poje, jaz ne vem, kako mu je ime, ampak, a veš, da proba tudi s pogledom prepričati tistega na drugi strani. A veš, da te zna ne sam s komadom, ne sam s petjem, ampak tudi s pogledi malo zašarmirati. Tako da, glej Bojan, mogoče pride k tebi na kakšno inštrukcijo. Kaj praviš? Ti menda to ful dobro znaš, ne? Frendice mi tako pravijo. Kaj imaš pa ti z Evinimi frendicami? Ej, ne vem, ampak ja, Eva, preden povem kaj o bendu, lahko mi predstaviš svoje prijateljice. Ne, drugače pa, okej, grem nazaj na njen komentar na hitrico. Se strinjam s tem, da je ta neka karizma zelo pomemben faktor. Ampak vseeno bom pa rekel, da zaenkrat, ko so vsi ti izvajalci še nedodelani, mladi, neizkušeni, so pač to neke stvari, ki pridejo s kilometrino. Upam in verjamem, da se bodo vsi naučili koketirati in s kamero in z občinstvom in tako naprej. Kar se pa vprašanja tiče, jaz bi vprašal neki band, ja. In namreč, kako se jim zdi to, oziroma kako se spopadajo s tem, da če pridejo na Emo ali pa slučajno na Eurovizijo, da poje v živo samo pevc, da so ostali člani benda na playbacku. Ja, nam se zdi, da Matrica veliko odzame te evrovizijske izkušnje, da glasba v živo pričara neko res noro vzdušje, veliko več energije, veliko več se da plesati in uživati. Bojan. Eno vprašanje imam zate. Jo. Prebral sem komentar, da
Les Pizza Slice hočejo, si želijo biti nov Joker Out. Kaj si ti misliš o tem? A misliš, da lahko pride nov Joker Out, oziroma misliš, da so sploh Les Pizza Slice na poti k temu? Jaz v bistvu ne bi mogel potegniti, glede na to, kaj sem zdaj videl, pa slišal nekih logičnih povezav. Ne. Ne. Se mi zdi, da Les Pizza Slice hoče biti uspešen slovenski band, kar si absolutno želim. Tako da ja, jaz upam, da rata čim več novih Joker Outov. V tem smislu? V tem smislu, ja. Drugač pa ne. Da si ne bojo fantje mislili, ali pa mislim, vse take komentarji so res nepotrebni. Slovenija je tako majhen prostor, da se zelo hitro začne govoriti, da si podoben temu ali pa temu. Na to se res ni treba ozirati. Tako da Les Pizza Slice in vsi ostali, ki ste bili danes tukaj v naših ušesih, furajte svoj džir, ne? In ne vas noben pri tem ne ustavi. Sploh pa ne Mitrije ali pa kdo. No, ampak dajmo si pogledati še zadnjega finalista in to je Jon Vitezič. Ne vemo še s trdim ali mehkim. Ja, vemo, kaj piše, da je s trdim. Piš, sam se ne veš, se veš. Jon s trdim č. Ja. Bomo videli. You don't like my hair, but really I don't care. You don't like my hair, whoa. You don't like my look, but darling I ain't sure. You don't like my look, whoa. And if you like it or not, I'ma have them the way that I want. If I want to, I'll grow them long. I don't really see how that's wrong. Everybody love Jesus, and I'll have to Jesus. Tell everybody love Jesus, and I'll have to Jesus. How many don't believe this? Just believe in who you are. I'll be showing you Jesus. Just say amen and sing this now. Jesus. Everybody love Jesus, man. Jon, jaz imam tudi komad z naslovom Jezus. Sicer je malo drugače, pri meni Jezus pride na podcast, ampak hudo, mislim drugače, pa v angleščini, kar mi ni nam všeč, ampak pustimo to. Je pa tako, se mi zdi, da dost zrelo, če je to ta prava beseda. Tako je ena celota, tudi s tem videom, verjetno pač malo naredi ta prezentacija izseka komada. Meni je bilo všeč mi je tvoj glas. Mogoče, če bi se malo bolj poglobil, bi dejal več metafor, ki si jih probal vpeti v besedilo, ko si pel o tem, kako si boš pustil dolge lase, ne? Verjetno to še kaj drugega pomeni. Ampak ja, lej, fajn. Jon, super. Zelo je očitno, da so pri tekstu delali neki taki zanimivi klikerji, ne? Ker je zelo zanimivo napisan in izpeljan tekst. Res bi bilo zelo fajn slišati, kaj delaš v slovenščini. Ampak Sej mogoče že ima kakšen komad v slovenščini, pa ga mi do zdaj hecava. Mogoče ima, ja, ampak zdaj se je prijavil. Ja, prijavil se je v angleščini, ampak lej, kakorkoli. Tak se mi zdi, da veš, v katero smer bi se rad glasbeno gibal. Avtorsko si zanimiv in tako, ja, video je tudi veliko naredil, ne, kad koliko pogledaš, da je video že dodelan. Pa tudi zvok je bil v resnici kar že... V bistvu si kar dober, no? Si se kar potrudil, ne, s tem, ja. Ja. Ampak ja, zanimivo, v resnici zaenkrat bi bil moj edini minus ta angleščina, no. Jesus style, amen to that. Woo! Jaz ne vem za vaju, ampak mene tale fant tako spominja na Boys Avenue. Ful ima podoben glas kot tisti njihov, ta glavni pevec, Alejandro Manzano, če poznata. Niti ne. Res noro, njegova bara mi glasu mi je toliko všeč. Če ne celo najbolj všeč od vseh poslušanih danes, če sem čisto iskrena. Ker bi ga lahko, jaz bi ga lahko poslušala tudi več ur skup. Res. Noro. Me pa mogoče ena stvar skrbi, glede na to, da jaz spremljam Eurovizijo že od samega štarta, odkar vem za sebe. In se malo bojim, da če bi njega poslali na Eurovizijo, bi se malo zgubil, oziroma se ne bi znajdel tisti evrovizijski euforiji. Mogoče se motim, ampak ne vem. Pa zdaj to ne govorim, da mi je komad slab ali pa on, ker davč od tega, ker mi je zelo všeč in bi si ga z veseljem zavrtela, z veseljem poslušala, ampak
Ne vem, enostavno ga ne vidim na Evroviziji, je pa definitivno fresh, definitivno zelo talentiran, ogromno potencijala ima in jaz verjamem, v bistvu prepričana sem, skoraj 100% sem prepričana, da bomo za njega še ogromno slišali. Si tudi želim, da bi ogromno slišali še o njem. Eva ga je izstrelila naravnost dol z evrovizijskega odra. Ja, Eva, malo grdo od tebe, no? Iskreno. Zdaj lahko to rečeva, kaj ni tle zraven, da bi se branila. Kaj, no? Eva, no? Kaj je zdaj, A te Eva? ni? A tako ali kaj? Ja, prav, od doma pametna biti. Ja, okej. Arne, imaš kakšno vprašanje za Jona? Jon, glede na to, da imaš pripravljeno že celo plato, tako se govori, tle po RTV-u, koliko se ti zdi pomembna ali pa koristna promocija, ki jo boš dobil s celim tem Ema Fresh momentom? Ravno začenjam svojo glasbeno pot in naslednje leto izide moj prvi album. Nažalost živimo v časih, kjer zaradi vseh ukrepov odpade veliko nastopov, zato se mi zdi Ema Fresh odlična priložnost, da stopim pred večje občinstvo. Zdaj pa Arne in Eva. Kaj se vam zdi, a smo dobili kakšnega Evrovizijca mogoče? Ali pa Emota? Meni se zdi, da če nismo dobili Evrovizijca Emica, smo pa dobili vsaj ene par bangerjev, kako mi čakam, da pride ven. Tle bomo dali nek, upam, da prevod banger za vse, ki gledajo in ne vejo, kaj zelo je. všečen fleten komad, ki ga hočem poslušati večkrat na dan. Ampak počakajmo, moramo vseeno še slišati vsaj 16 drugih komadov. Ne? Ja, tako da zdaj dajmo ne izključiti ničesar, ja? Se strinjam. Eva? Eva? Se čist strinjam, definitivno imamo kandidate za Evrovizijo, ampak tudi jaz komaj čakam, da slišimo še ostale. Je pa res, da zdaj, jaz mislim, da je dovolj našega govorjenja, ker je treba zdaj glasovati. 24 ur bo torej potekalo glasovanje, do jutri, do 20, ko bomo dobili 3 zmagovalce, ki se bodo potem predstavili v 2 januarskih oddajah, televizijskih oddajah. In 2 boste izbrali vi s spletnim glasovanjem, enega pa izbere strokovna komisija. Je pa res, da tudi za tistega, ki izpade, še ni nič izgubljeno, ker dobi novo priložnost v 4. tednu tekmovanja. Evica nam je povedala vse. Ostane nam zgolj še informacija o spletni strani in spletnem glasovanju. Ja, to pa že znamo na pamet, ne? rtvslo.si, poševnica Ema -Fresh. Glasujte do nedelje, do 8 zvečer. To si pa tako dobro povedal, da bi bilo na pamet. Stari, treniral. Lepo se imejte, se vidimo naslednji teden. Čau, fanta, se vidimo naslednji teden. Ampak res, obljubim. Čau.